Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Ljuba moja sveta Makrina mlajša. Če bi danes s svojim rezimejem oziroma CV-jem prišla na kak razgovor za zaposlitev, ti moram kar naravnost povedati, da bi službe verjetno ne dobila. Pa ne zato, ker bi ti manjkalo izobrazbe. Formalno ti res manjka kakšno spričevalo, a pri vsem šolanju od doma in nadaljavo, ki smo ga v zadnjem času vsi izkusili v polni meri, mislim, da tudi tvoje šolanje ob domačem ognjišču nekaj velja. Sploh, če bi bilo treba znanje praktično dokazati s kakšnim testom. Verjetno bi nas papirnate diplomante nesla po celi črti. Prav tako ti ne manjka izkušenj, ki jih danes vse vprek zahtevajo. Tudi za prvo zaposlitev ali pa, ko kandidiraš za kak vodstveni položaj. To vem iz lastnih izkušenj, saj sem se, kot zdaj po preteku let lahko rečem, hvala Bogu, neuspešno potegoval za nek razmajan direktorski stolček in bil zavrnjen, ker so v razpisu zahtevali vodstvene izkušnje. Kako nekaj lahko prideš do izkušenj na vodilnem položaju, če za to, da zasedeš vodilni položaj, zahtevajo izkušnje z tega položaja? Razumi, če lahko. No, tebi izkušenj ne manjka. Čeprav si Makrina mlajša, si bila najstarejša od 10 otrok v družini in po smrti očeta, kasneje pa še matere, si prevzela skrb za svoje sorojence. Ne, izobrazbe in izkušenj ti ne manjka. A prav zaradi tvoje specifične izobrazbe in še bolj specifičnih izkušenj bi te zavrnila sleherna komisija, tako v ženski kot v moški sestavi. Vsi bi se te bali. Kajti iz tvojega CV-ja se da sklepati, da si bila, kot rečemo Gorenci, fejstgeistna. Tvoja babica, Makrina starejša, svetnica. Tvoj oče, Bazilij starejši, svetnik. Tvoja mama, Emilija, svetnica. Tvoj brat, Bazilij mlajši, a veliki, škof v Cezareji, cerkveni učitelj, svetnik. Tvoj brat, Gregor, škof v Nisi, cerkveni učitelj, svetnik. Tvoj brat, Peter, škof v Sebasti, svetnik. Tvoj brat, na Ukraci, svetnik. Ti, seveda, svetnica. Kaj je bilo s preostalimi 5 člani družine, ne vem. A če se malo pošalim, bi rekel, da so umrli od sramu, ker so bili premalo sveti. Geistna, da je kaj, trmasta. Zaročili so te, pa ti je zaročenec pred poroko umrl, ti pa si mu ostala zvesta, kot da je živ in nisi sprejela nobenih snobitev. Bazilija, ki je zaradi naziva veliki tudi moral biti krepek karakter, si spravila v red in na pravo pot, ko se je, kot piše, ves napihnjen nad znanjem vrnil iz šol. Bratom si bila oče, vzgojitelj, učitelj, mati, svetovalec za vse dobro. Kot pravim, še danes bi se te bali. Ljuba moja sveta Makrina mlajša, spočij si. Zdaj v nebeškem kraljestvu pustine ti malo postrežejo, ne te pocrkljajo, saj ob godu. Obilo žeg ne želim, pa nam ga vrni in izli na nas. Gregor.